Jaz sem Andreja, Andreja Valepec, fizioterapeutka na ortopedski kliniki v Ljubljani delam. Zbolela sem za multiplo sklerozo, utrjena diagnoza bila leta 1991. In prej sem delala jaz veliko s športniki, veliko sem masirala v glavnem in potem s tole diagnozo sem vedela, da nekaj ne bo šlo. Postajala sem vedno starejša, jasno, tudi to je en faktorjev, ampak to je v oklepaju. In pa zaradi utrudljivosti jaz nisem mogla več masirati, kot sem si jo želela. In zato sem nekako iskala neke tehnike mehkejšega tipa, kjer ne bo potrebno toliko fizične moči. In sem najprej našla Bownovo terapijo. Ste vsi slišali za njo? Ja. Tako da sem postala terapeut Bownove terapije in potem smo na enem kongresu Bownovih terapeutov izvedeli za eno nenavadno terapijo, ker je ravno tako prihajala kot Bownova iz Avstralije in sicer se imenuje EMET tehnika. Gospod ima široka znanja, tako on je bil rojen, kot sem rekla, 45 leta in po vojni je bil v Avstraliji en zakon, kjer so mogli družine z več otroci, so mogli dati otroke v rejo oziroma v sirotišnice. In so to par let v sirotišnici bili, tam so jih potem lahko drugi ljudje posvojili oziroma vzeli. On se je pa odločil, da bo svojega brata in pa sebe zaščitil na tak način, da ostanejo skupaj. In sicer je bratoma naročil, da morajo ves čas, da morata jokati, smrkati, zato da jih ni noben vzel. On se pa ves čas grdo držal. In tako so ostali 3 leta skupaj in po 3 letih so se lahko vrnili domov. Po tem dogodku je bil on zelo nezaupljiv in je potem pobral enega potepuškega psa. In njemu se je zaupal, postala sta prijatelja. In če se spomnite, potem se z njim igral in potem lahko videl, da če on nekje svojega psa počaka, začne ta prsno. Se spomnite? Ste že kdaj videli to? Če se ena točka dotaknete živali, da začne takole brcati. No, in on je potem videl, to mu je bilo strašno zabavno, in je potem videl, da tik preden je začel brcati ta kuža, se je na drugem delu telesa dvignila dlaka po konci. In je ugotovil, če je hkrati pritisnil obe točki hkrati, potem se kuža ni nič praskal, nič ni brcal. Če pa samo eno točko se dotaknil, je kuža brcal. Moram še reči, da ta terapija je sestavljena, on reče, gospod Emet reče, da je to terapija zgodb. Vsaka procedura ima neko ozadje, nekaj se je zgodilo, da je potem on potegnil iz tega ven neko zgodbo in jo to potem vključil v terapijo. Se pravi, tukaj skozi to zgodbo je spoznal, da je dovolj, da je pomembno, da se dotika 2 točk hkrati, da pride do nekega rezultata. Ker potem, ko se je dotaknil teh 2 točk, je tudi videl, da se je na tistem delu telesa med tema 2 točkama se je telo psa sprostilo. Potem je bil pri 17 letih je postal amaterski boksar in trener je bil njegov oče in skozi boks je spoznal, da je treba v tisti minuti med tem, ko je se pravi minuti pauze, je mogel na hiter se regenerirati. In zato je spoznal tudi, da je treba nekaj zelo na hitro narediti. Se pravi, to je rekel, to bo treba narediti. In na eni od teh dvobojev mu je nasprotnik stopil na mart. On je za trenutek izgubil ravnotežje, takrat je dobil po nosu in izgubil dvoboj.
In potem je on premišljal, pa zakaj je mene tako odnesel, sedaj sem bil jaz zelo pripravljen, zakaj je mene samo tale nežen dotik po nartu tako vrgel iz ravnotežja. In iz tega je potem razvil eno proceduro, ki je zelo pomembna v tej terapiji za ravnotežje. V bistvu lahko zelo vplivamo na ravnotežje spredi zadaj, se pravi, da smo bolj uravnoteženi v tej smeri in pa na drugi strani ravnotežje v tej smeri. Potem je on delal, z 19 let je postal paznik v strogo varovanem, najstrožje varovanem zaporu v Avstraliji. In tam je on spoznal, da v bistvu je govorica telesa veliko bolj pomembna, kot to, kar pride skozi usta. Se pravi, jetniki so nekaj govorili, njihova drža, njihova hoja, njihova postura, na splošno, je govorila pa nekaj čisto posebnega. Se pravi, je tudi to videl, da je boljše gledati, kot pa poslušati, res na zdravje. Tako da potem je šel z 20 leti, 21 mislim, je šel delati kot en veterinarski tehnik na veterinarjem, na eno raziskovalno ustanovo veterinarsko. In tam je rekel, da je dobil največ zastonj znanje anatomije o živalih. Bil je tudi v eni štali nekoč in tam je bil konj, za katerega so rekli, da je ta konj the crusher, se pravi, en, ki je vsega je hotel pritisniti ob zid, ker so mislili, da je tak žleht konj. In potem je nekoč mogel on iti tja noter v tisto štalo in je pristopil k konju. Konj se je začel k njemu približevati, on je pa samo nastavil 2 prsta in konj sam se je nastavil na te prste. In po določenem času, pa je ugotovil, da je to 20 sekund, je ta konj se odmaknil in je tukaj tudi videl, da je pomembno, koliko časa mora te točke držati. In ker se je potem konj vrnil in je ponovil isto, in potem se je odmaknil in prišel še enkrat in potem je bilo konec. On je samo sprostitev pri konju naredil in od takrat naprej konj ni bil več tako agresiven, ni bil niti agresiven, konj je želel neko pomoč, tam mu jo je nudil in je bil ta konj potem ok. Se pravi, tukaj je videl iz te zgodbe, da več kot 20 sekund ni dobro, da točke držimo, ker potem lahko tkivo iritiramo in pa da maksimalno 3-krat ponovimo to proceduro, ravno iz istega razloga, da ne iritiramo tkiva. Potem je bil ta gospod rudar. Rudar sredi Avstralije, če se predstavljate, Avstralija je veliko dežela. In na sredi, nekje Mount Isa je bil ta kraj, so šli za par tednov, oziroma tudi za mesecev, na tisto delovno mesto in tam so mogli biti hkrati zelo fit in pa čim bolj zdravi, zato da so služili denar. Ker če so jih dali na bolniško, tisto niso imeli nič plačano in zato so se vsi bali. In takrat je on potem videl, da lahko on s temi drobnimi dotiki svojim kolegom pomaga, da lahko oni delajo čim dlje in v čim boljši formi. Tam so tudi kartali za denar. In v pauzi, recimo, so se potrudili, da so čim hitreje pojedali, zato da so šli lahko hitro za denar kartati, ampak zaradi težaškega dela so bile roke utrujene, si lahko predstavljate, ne? In je potem razvil eno proceduro, s katero je izboljšal fino motoriko v rokah, da so lahko več špilov naredili.
In tam je potem tudi opazil, da je to zelo v redu in ker so za njega slišali iz oddaljenejših krajev, so začeli prihajati na terapije k njemu. Ker je bilo pa to res zelo daleč, tam se o 1000 kilometrov pogovarjamo razdalje, je potem nekako so ga prosili, da je naredil en paket teh terapij, zapakiral je to, v tako obliko, kot jo danes poznamo, imet delavnica, na katero vas res prisrčno vabim, ne rabite nobenega predznanja, zdravstvenega ali pa anatomskega ali kakršnega koli, ker je to namenjeno prav vsakmu, ki želi pomagati sočloveku.